Lep pozdrav in dobrodošli v še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu. In če gledate to kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In pa tudi, seveda, če gledate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na kanal, da ne boste zamudili kakšnega posnetka tega livea. Danes je četrtek, 26. februar in včeraj smo imeli pravo kripto eksplozijo. Se še spomnite, kaj smo gledali? Tukaj imamo na Bitcoinu 15-minutni časovni interval, tukaj je enourni časovni interval. Mi smo označili tole trojno dno oziroma narobe obrnjeni head and shoulders. Sicer takrat še nismo imeli tele desne rame, ampak sem rekel, glejte, špekulacija je, da bomo naredili desno ramo in da mi tole mejo na 66.300 prebijemo. In smo jo kar lepo prebili navzgor. Bitcoin je zrastel od te meje, bom zdaj meril. Če merimo vse do tukaj gor, za 5,52%, kar je kar lepo. Tudi tukaj na enournem časovnem intervalu smo imeli zelo jasen narobe obrnjeni head and shoulders, ki je bikovski vzorec. In ja, sledil je tale lepi preboj. Kaj mene zdaj zanima? Mi smo prišli pobirati likvidnosti navzgor, pobrali smo tole na 68.200 oziroma 68.300, tako da tole lahko mi zbrišemo. Smo imeli označeno mi še katero, kjer so stavili napadec, tukaj so stavili napadec, ampak to je po mojem eliminirala že tale rast prej, ki smo jo imeli. Zdaj, kaj se tukaj dogaja? Tukaj imamo tole konsolidacijo. Zaenkrat meni to izgleda nekako kot dvojni vrh. Samo malo, torej dvojni vrh. Ampak je tak malo čuden, tako da bo treba še malo počakati, pa videti, kako se bo to vse skupaj obneslo. To lahko nakazuje zdaj na popravek. In v primeru popravka sta ti dve meji zelo pomembni. Tukaj imamo to mejo na 67.200. Še pomembnejša pa je tale meja na 66.300. To imamo tako tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, kot tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. In zakaj je ta meja tako zelo pomembna? Zaradi tega, ker je neckline meja tegale narobe obrnjenega head and shoulders. In ta meja mora zdržati. Če v primeru popravka to mejo mi izgubimo, so biki lahko zelo, zelo kruto kaznovani. Kar me malo skrbi tudi je, poglejte tale indikator tukaj. To je indikator, ki mi kaže nabiranje dolgih in kratkih pozicij, kar se tiče Bitcoina in Ethereuma. Bitcoin je oranžna črta, Ethereum je pa tale vijolična. No, zaenkrat si bomo pogledali Bitcoin in vidimo, da so se točno tukaj na temu dnu začele nabirati dolge pozicije. Torej, tukaj, potem imamo tukaj še en vrh, kjer so se tudi zagotovo nabirale dolge pozicije, tako da bom označil še tole dno, pa tudi tukaj pri tej rasti.
Tako da to je sinhrono tudi s tem dnom in potem še naprej pri tej rasti, tukaj vidimo, so se tudi dolge pozicije nabirale. Bom probal približati, da se boljše vidi, tako da kje smo imeli dno. Mi smo imeli dno tukaj, tako da tukaj bi se lahko nahajali stop lossi. To je meja 64.600, spodnja meja je 63.700 tam nekje in meja tega dna je 62.600, tako da še povem, če se slučajno kaj slabo vidi na grafu. In potem imamo, zdaj še pred kratkim so se nabirale tukaj dolge pozicije in stop lossi bi se lahko nahajali tukaj nekje na tem dnu. To imamo pa mejo 67.400. Na enournem časovnem intervalu imamo tudi že označeno tole mejo na 62.600. Zdaj, kaj bo treba gledati? Te pozicije ni zdaj nujno, da bodo takoj eliminirale. Ta glavno, kar bo treba gledati, je tale neckline meja. Če jo gremo testirati kot podporo, da ta meja zdrži, dobimo odboj in potem rastemo naprej gor. Seveda, če jo pa izgubimo, potem pa lahko gremo pobirati vse tele dolge pozicije, ki so se nabirale ob tej zadnji rasti. Tako da, to je zelo, zelo nujno. Kar je tudi zanimivo zdaj, je, da pri tej konsolidaciji so se zdaj v zadnjem času začele nabirati kratke pozicije. In to bi bilo še posebej zanimivo, če mi zdaj dobimo obrat tega trenda, torej, da dobimo trend navzgor. In v tem primeru potem ponavadi retail išče vrhove. Torej, ob vsakem vrhu stavi potem napadec, kar so potem seveda eliminirani. Tako da to bo vsekakor tudi treba spremljati, če mi zdaj dobimo preobrat v trendu, kar na nek način to tudi že kaže. Ampak večkrat opozorim, glavno je gibanje cene, to bo treba zdaj nujno spremljati, tole mejo na 66.300. Poglejmo si še tukaj tale likvidnostna območja. In ja, tudi tukaj lahko vidimo vse te dolge pozicije, ki so se nabirale zdaj ob tej zadnji rasti. Tukaj so nekateri prehitro stavili napadec, so bili takoj eliminirani, to je bila meja 69.400, ampak zdaj so nekateri spet ponovno stavili napadec in stop losse imajo naštimane na 69.700, tako da bo vsekakor zanimivo za spremljati, kako se bo tole vse skupaj obnašalo. Kot sem rekel, zaenkrat imamo, vsaj tako izgleda zaenkrat, da imamo vzorec dvojnega vrha, to je medvedji vzorec, ki bi lahko namigoval na popravek, ampak po mojem bo treba še malo počakati, da se razvije tale konsolidacija, da nam gibanje cene pove, kaj trg hoče. Dajmo pogledati še Ethereum. Ta se je sploh kar precej dvignil. Tudi tukaj smo imeli zelo lep narobe obrnjeni Head and Shoulders, ki je bikovski. In mi smo zarisali tale plan, ampak Ethereum je šibal kar gor. Očitno bi moral biti bolj optimističen, ampak tako to je, ne gre vse tako po planu.
Kaj imamo zdaj? Tudi tukaj imamo eno konsolidacijo, ki je malo čudna, kar malo grde narave, no, po mojem bolj jasna je tukaj na enournem časovnem intervalu, kjer tudi izgleda kot dvojni vrh. Ampak to se bo moralo še malo razvijati in bo treba še malo počakati. Kot sem rekel, to je trenutno kar špekulacija. Glavne meje, ki jih bo treba spremljati pri Ethereumu, tukaj tale prejšnja na 1986, tukaj je bilo tudi likvidnostno območje, ki smo ga pobrali. Samo malo, a smo imeli še kakšnega prej označenega? Ja, tudi tega smo imeli označenega na 2030. To smo pobrali, to smo pobrali. Tako da zdaj v bistvu delamo konsolidacijo tukaj na tem likvidnostnem območju, ampak jih bom zbrisal, da nam ne smeti brez potrebe grafa, ker v bistvu to smo pobrali. To bom pa pustil. Zakaj? Zaradi tega, ker označuje našo neckline mejo tegale narobe obrnjenega Head and Shoulders vzorca in tudi tukaj jo imamo. To je meja na 1940, 1930, tam nekje. In situacija je ista kot pri Bitcoinu. Če mi zdaj tukaj dobimo zavrnitev, popravek, mora ta meja vsekakor vzdržati, če želimo videti, da biki nadaljujejo svojo rastjo. Tako da ta meja je zelo pomembna. Je pa situacija tudi podobna pri Ethereumu, tako kot pri Bitcoinu. Samo pogledajte tukaj, kako so se nabirale dolge pozicije. Točno na tem dnu je bilo kar precej dolgih pozicij. To je meja 1800, potem, ja, tudi tukaj še vedno isto dno. In tudi zdaj pred kratkim, zanimivo, točno na tem vrhu, vidite, imamo tukaj en vrh in tukaj prav vrh v gibanju cene. Točno na tem vrhu so se nabirale zadnje dolge pozicije. In kje imajo stop losse? Po mojem, da nekje tukaj od spodaj na okroglih 2000 pa vse do 2030. Tako da zdaj v primeru popravka bi mi tole lahko ta prvo prišli pobirati. Ampak ta glavna je ta meja. Ta meja mora vsekakor vzdržati. To je meja na 1930. Tako, to bo tudi to za ta današnji live. Vabljeni, da se mi pridružite na Patreonu, kot sem rekel, povezave so spodaj v opisu in pri petem komentarju in tam se mi lahko pridružite tudi v chatu in date kakšen predlog za kakšen altcoin, za katerega bi radi pogledali, kako se kaj giblje njegova cena in kakšne možnosti ima. Včeraj smo dobili tako kar lepo, eksplozivno rast, ampak zdaj bo treba paziti, predvsem zaradi količine vseh teh dolgih pozicij, ki smo jih dobivali ob tej rasti. In paziti bo treba tele neckline meje teh vzorcev. Teh nikakor ne smemo izgubiti, ker če ne, bodo biki lahko zelo, zelo kruto kaznovani. Tako, hvala vam, seveda tudi, če spremljate kasneje preko YouTuba, ne se pozabiti naročiti na moj kanal, tudi kakšen všeček zelo, zelo pomaga pri algoritmu in pa seveda se vidimo jutri ponovno ob 9. zjutraj na Patreonu. Čau, čau!